prizadevate si, da bi se razmere na tem področju izboljšale tudi pri nas, pa ste uspešni? Jaz upam, da smo, ker zato smo se tudi ustanovili, ne. Žal je res rak še vedno tabu tema, čeprav je to danes postala kronična bolezen, tako kot vsaka druga. In ob dejstvu, da slovenska onkologija pozdravi že 60% vseh bolnikov z rakom in da nas v Sloveniji živi že več kot 105 000, ki smo se kadarkoli srečali z rakom, potem neki učinki so, ne, ampak še vedno premalo. Ne. Moški smo itak bolj zaprti vase, oziroma navzven smo frajerji, navznoter smo pa šibki, a ne, in ko je treba k zdravniku, se ta strah pokaže. In če bi prej spregovorili, prej povedali, da imamo pač problema, ne, potem bi tudi v bistvu rezultati bili boljši, ne, ker bi prej prišli k zdravniku, ampak danes vsi čakajo, ne, dokler ni, bom rekel, prepozno, ne. In vsak reče, ne upam si iti k zdravniku, kaj pa če je kaj narobe, ne. Jaz ravno zato, ker če je kaj narobe, boš slej ko prej prišel k zdravniku, ampak takrat mogoče bo že prepozno. In to naše osveščanje oziroma zaveščanje moških se mi zdi ključno, ker moški obolevamo pogosteje, to je verjetno zaradi nezdravega načina življenja, in pa tudi umiramo pogosteje kot ženske, to pa najverjetneje zato, ker prepozno pridemo k zdravniku. In jaz upam, da naše društvo, zdaj sicer obstajamo šele 3 leta, ampak da smo uspešni, no, vedno več ljudi se obrača na nas in tudi z našim pojavljanjem se mi zdi, da potem tudi dobimo ta feedback, a ne, da se nekaj dogaja v pravo smer, ampak gre pa počasno. Pravzaprav je morda eden največjih problemov pri uspešnem zdravljenju raka to, da je diagnoza v marsikaterem primeru postavljena prepozno. Ja. Se vam zdi, da je na tem področju že prišlo do premikov? Zdaj tako, diagnostika je vedno boljša, pač mašine so vedno boljše, a ne. Je pa res, da bomo tudi ljudje vedno bolj bolani, ker se podaljšuje življenjska doba in tudi zdravila so vedno boljša, a ne. Zdaj, kar se pa samega zdravstva tiče, tukaj imamo veliko sistemskih problemov, tudi zdravniki nimajo dovolj časa, ki bi ga lahko posvetili pacientom, a ne. Ampak vseeno, mi sami smo svoj najboljši zdravnik. Jaz vam lahko iz lastne izkušnje povem, da ko sem jaz našel tumor, me je urolog poslal domov. In potem na moje prigovarjanje, jaz sem vedel, da nekaj je narobe, na moje prigovarjanje je v bistvu, da ne bom jaz zopran, a ne, oziroma me je poslal na ultrazvok, kjer si pa odkrit tumor, a ne. In bom rekel, če bi se takrat zadovoljil s tistim odgovorom njegovim, a ne, tako kot se marsikjer, ker ga je strah in če mu on reče, da vse v redu, potem odide, a ne. Če bi se s tistim odgovorom zadovoljil, verjetno, ne vem, bi bilo vse skupaj bolj agresivno ali pa me ne bi bilo več, ne vem. Ampak če nisi zadovoljen, ne z odgovorom ali pa z diagnostiko, pojdi po drugo mnenje, imaš možnost, ali pa žal moram tudi to reči, samoplačniško, danes je tako ratalo, da velikokrat gremo samoplačniško, če želimo biti takoj, a ne, ali pa če želimo, da nas res pregleda ustrezen specialist, a ne. Žal. Ampak se mi zdi, da tukaj treba res še premakniti majčkeno naprej, no, da bi tudi v bistvu zdravniki se ozavestili, a ne, ker rak je tako specifična bolezen, da to mora res zdravnik pač imeti eno dobršno mero empatije, a ne, da to začuti, a ne, ker je pa res, da bom tudi to moram reči, da na onkologiji stane čisto drugačno kot na splošno v slovenskem zdravstvu, da na onkologiji zdravniki in celo osebje vejo, zakaj se gre in tam res tega ne občutiš, da bi bil zapostavljen. Problem je v bistvu pravzaprav priti v sistem. Priti na vrsto, priti do pravega specialista, potem, ko si enkrat pod navednicami v tej mašineriji, potem se vse odvije na kakovostni in varni ravni, vsaj praviloma. Danes smo že na tiskovni konferenci slišali dr. Bratoža, ki je rekel, imamo dovolj magnetnih resonanc, s katerimi se danes tudi prostata pregleduje, ampak kdo to odčita, je pa vprašanje, ne, in enako je povsod drugje, tudi če greš na ultrazvok, je vprašanje, kdo ti ga dela, ne. Tudi pri samih histologijah pogledajo zdravniki, kdo je delal histološki pregled, a ne, in biopsijo in potem analizo, a ne. Tako da to je zelo pomembno, kdo kaj dela oziroma komu lahko zaupaš in komu ne, ne. Imam pa primer zdaj od ene prijateljice, no, v glavnem oče, mu je bil odkrit tumor na mehurju, a ne,
in so mu rekli, čez 3 mesece pa pol šele operacija. Ne. Zdaj pa se vi predstavljate, da veste, da imate nekaj vseb, kar raste in kar ne sodi tja, in zdaj boš ti 3 mesece pa pol čakal na operacijo. Mislim, to je kriminal. A ne. Ampak verjetno zato ni kriv zdravnika, ne, ampak verjetno sistem sama. Ne. Ja. Tako da, ta opozorila poslušamo že več kot 20 let, ampak premakne se nič, nažalost. Kakšno pa je sicer vaše mnenje o samem sistemu, o kakovosti storitev, kako so poskrbeli za vas takrat, ko ste potrebovali konkretno strokovno takojšnjo pomoč? Zdaj, tako je, pri meni na začetku, zdaj zdravnik, ki tega ni ugotovil, pa sem jaz sama, ne, v bistvu z njim se pol nisem mogel več pogovarjati, on se mi je izogibal, vse se je skrival pred mano, noben se ni pogovoril z mano, skratka, bil sem prepuščen sam sebi in to je tisti ključen moment, a ne, če bi jaz imel takrat, mislim, itak, ko zveš za diagnozo, se ti sesuje sveta, ne, in vsak najprej pomisli na smrt, tako kot je bilo vedno, a ne, in v tistem trenutku se je to zgodilo tudi meni, če bi jaz imel tam nekega rešitelja, v tistem trenutku to zdravnik, ki je edini tam poklican, da ti bo pomagal, če bi on meni vse razložil, dal neko upanje ali kakorkoli, ne, potem verjetno tudi midva danes ne bi tukaj sedela, ne. Ampak ta izkušnja slaba je meni naredila pač to, da je to ratalo zdaj moje poslanstvo, zato da pomagam tistim, ki so imeli podobno izkušnjo ali pa ki nimajo nekoga, na katerega bi se lahko obrnila, ne. Zato sem jaz padel zdaj v ta sistem, ne. Drugače splošno mnenje, kljub negativni izkušnji moje, je pa ta, da imamo v Sloveniji odlične zdravnike. Res. In usposobljene in je pa res, da vedno se kakšen procent najde pa kontra, ne, ker pa mogoče se ne da z njim pogovarjati ali pa ni zanesljivo, ne, ampak to pa pač tako v življenju je, to ni samo pri nas, ampak je tudi v tujini, ne. Ampak če generalno gledam, pa jaz mislim, da in naša medicina in zdravniki in tudi dostopnost do zdravil, da je na visoki ravni. Jaz si samo upam, da bo tako tudi v prihodnje, da bo denarja dovolj za to, da bomo imeli v bistvu najboljša zdravila, ki danes prihajajo, so pa res da zelo draga. Kako pa v tem kontekstu tudi iz vidika dejavnosti v sklopu Onkomena ocenjujete ozaveščenost ljudi za zaščito pred pojavnostjo raka, za ukrepanje, kajti vemo, da se precejšen delež tovrstnih bolezni da preprečiti? Ja, zdaj sicer natančnih vzrokov, zakaj do raka pride, ne ve nihče, ne. Imamo samo te splošne smernice, ki pomagajo, a ne. Mislim, zdaj, če imaš ti 200 kil ali pa 70, je to razlika, ne. Pa ne samo za rak, ampak verjetno tudi za druge bolezni, ne. Žal je tako, da se pač teh problemov zavemo šele takrat, ko se nekaj zgodi. Prej pa vsak reče, meni se to ne more zgoditi, a ne, ali pa meni se to ne bo zgodilo in pač živi po svoje, ne. Saj poglejte samo če greste k splošnemu zdravniku, a ne, pa imate v čakalnici, bom rekel, prekomerne težke ljudi, ki pride po tablete za holesterol pa za pritisk, ne, doma pa tako liter vina na mizo, pa pečenica, pa žgance, a ne, pa mislim, ocvirke, a ne, če bi tak človek nekaj zase naredil, verjetno tudi zdravil ne bi potreboval, ne. In to se pol lahko kar nadaljuje, ne, potem že tukaj ekonomska računica, ne, bi manj pač zdravstvo koštal, a ne, in to vse povezano, ne, ampak tako, kot sem rekel, žal se ljudje zavemo tega šele takrat, ko se nekaj zgodi in to je prepozno. Smernice pa vsi poznamo, ne, ne kaditi, ne piti, zdravo se prehranjevati, gibati in tako naprej, ne. Moje mnenje, zmernost, to se mi zdi ključno, no. Ker hudo je enemu nekaj vse prepovedati, a ne, zdaj, če bi deci vina na dan spil, jaz verjamem, da je to celo zdravilno, a ne, samo če ga spiješ pa 1 liter, je pa to verjetno pa škodljivo, a ne, ampak ker ljudje nismo zmerni, to je največji problem, ne.